Medtem ko vojna z Iranom in njegovimi terorističnimi zavezniki ostaja glavna tema na Bližnjem vzhodu, kasneje letos bo judovska država izvedla volitve, na katerih bo vprašanje sodne reforme v ospredju. Posledice 7. oktobra in trenutni spopadi bodo najpomembnejši dejavniki, ki bodo določili izid. To pomeni, da bodo morali Izraelci odgovoriti na ključno vprašanje. Ali je njihovo vrhovno sodišče ključen varuh državljanskih svoboščin in demokracije judovske države? Ali pa je namesto tega samovoljna in nezakonita institucija, ki si je prilastila oblast brez spoštovanja pravne države in katere namen je preprečiti demokracijo ter volje volivcev? Danes v oddaji Think Twice podrobno raziskujemo to vprašanje s strokovnjakom Jonathanom Greenom, avtorjem pomembne nove knjige Rogue Justice – Vzpon sodne nadvlade v Izraelu. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Leto 2023 si bomo v judovski zgodovini predvsem zapomnili po palestinsko-arabskih grozodejstvih, storjenih 7. oktobra. A 9 mesecev pred tem temnim dnem je bila izraelska družba skoraj raztrgana zaradi razprave o pravosodni reformi. Predlogi vlade pod vodstvom premierja Benjamina Netanjahuja, da bi omejili moč izraelskega sodstva, niso naleteli toliko na nasprotovanje kot na histerijo, saj je veliko ljudi odšlo na ulice, da bi preprečili ta prizadevanja. Ta boj je postavil liberalni establishment države ter elite v gospodarstvu, izobraževanju, novinarstvu in pravu proti vladi ter njenim nacionalističnim in verskim podpornikom. Kritiki Netanjahuja so dejali, da je na kocki nič manj kot usoda izraelske demokracije. Nasprotniki sodne reforme so trdili, da je prav neomejena moč vrhovnega sodišča tista, ki preprečuje, da bi deli izraelske družbe, ki jih ne marajo, povozili sekularne in liberalne jude ter vzpostavili avtoritarno versko državo. Ti argumenti so bili po 7. oktobru postavljeni na stran, saj se je država, vsaj večinoma, združila v boju proti Hamasu, Hezbolahu in Iranu. Toda z novimi volitvami, ki prihajajo to jesen, se bodo Izraelci znova morali soočiti ne le z vprašanjem o sodni moči, temveč tudi s tem, kaj nam ti argumenti povedo o razkoli znotraj izraelske družbe in politike. In danes imamo srečo, da je z nami eden najbolj pronicljivih opazovalcev teh vprašanj. Jonathan Green je izraelsko-ameriški odvetnik in sodelavec Centra za ustavo na Univerzi Georgetown. Bil je soustanovitelj in direktor Izraelskega foruma za pravo in svobodo s sedežem v Jeruzalemu, zdaj pa je višji svetovalec tej skupini. In je avtor nove knjige Rogue Justice – The Rise of Judicial Supremacy in Israel. Jonathan Green, dobrodošli v oddaji Think Twice. Najlepša hvala, Jonathan. Najlepša hvala, da ste si danes vzeli čas in se nam pridružili. Preden se poglobimo v argumente o pravnih vprašanjih povezanih s sodno reformo, začel bi z vprašanjem, ali se velika razprava o tej temi v resnici ne nanaša toliko na pravo, ampak bolj na politiko in družbo. Ali gre v tem argumentu res za kulturo in za strahove sekularnih liberalcev, da izgubljajo demografsko vojno proti verskim Izraelcem in da morajo zato uveljavljati veto nad demokracijo prek ene institucije v izraelski vladi, ki jo še vedno obvladujejo? Ali gre tukaj res za ustavno vprašanje ali pa gre v resnici za te strahove? Hvala, Jonathan. Mislim, da je odgovor, da gre za oboje. Ker vidimo, da velik del družbe v Izraelu, še posebej tisti, ki nasprotujejo sodni reformi ali podpirajo neverjetno, neprimerljivo, nedemokratično moč izraelskega vrhovnega sodišča, se pretvarjajo, da gre za pogovor o ustavnem pravu ali o pravu samem. In v tem smislu jih moramo srečati na tej ravni. In soočiti se moramo z argumenti, ki so podani na področju prava in v kontekstu prava. In ko pravijo, da je to, kar počne vrhovno sodišče v Izraelu, v redu ali smiselno, ko pravijo, da je sodna reforma nesprejemljiva ali grozna ali konec demokracije, se moramo z njimi soočiti na tej ravni argumentacije. Hkrati pa imate seveda tudi mnoge, ki so bolj pošteni ali bolj odprti. In ti pravijo, da v resnici sploh ne gre za pravo, ne gre za demokracijo ali vlado ali sodišče.
Gre samo za nadzor in za to, da imamo moč, ter da ustavimo rezultate demokratičnega procesa, ker nam njegovi izidi niso všeč. Zadnja stvar, ki jo bom dodal k temu, je, da tudi če vse kulturne zadeve postavimo na stran, in v svoji knjigi poudarjam, da ne govorim veliko o tem, zakaj, ampak veliko govorim o tem, kaj in kako. Ampak če kulturne, družbene in politične zadeve postavimo na stran, bo vsak zahodni bralec ob branju te knjige razumel, kako nesprejemljivi, nevzdržni in neupravičljivi so ti elementi izraelskega sodstva. Kako zares grozna in nesprejemljiva so bila dejanja izraelskega vrhovnega sodišča. In mislim, da je bistvo knjige prav v tem, da odložite vse svoje vnaprejšnje predstave, da postavite vso politiko na stran. Samo poglejte pravo in demokracijo in zelo hitro boste razumeli, da se mora to, kar se dogaja v Izraelu, nujno spremeniti in to radikalno. Hvala, da ste spremljali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Mislim, da je vprašanje, s katerim želim začeti, ko se poglabljamo v te argumente, ali obstaja kakšna podobnost še kje drugje. Ali ima katero drugo vrhovno sodišče ali sodstvo moč, kot si jo je pridobilo sodstvo v Izraelu. Vem, da ko sem to vprašanje omenil nekaterim ameriškim pravnim strokovnjakom, ki o tem niso vedeli veliko, poznam profesorja Jonathana Turleya, ki je najbolj znan kot avtor. In veste, je profesor prava, a najbolj znan kot pravni analitik na Fox News. In povedal mi je, da je, ko je to vprašanje prvič prišlo na dan, domneval, da bo stopil na stran izraelskega vrhovnega sodišča in sodstva proti tistim, ki so poskušali omejiti sodnike. Torej je bila njegova nagnjenost vedno podpirati tisto, kar je domneval, da je vladavina prava in neodvisno sodstvo. In potem je končno ugotovil, česar prej ni vedel, kakšno moč ima izraelsko vrhovno sodišče. In znašel se je na drugi strani. Strinjal se je s podporniki sodne reforme. Ali obstaja še kakšna država na svetu, ki ima vrhovno sodišče, kot da ima Izrael? No, Jonathan, to je res dobra točka in mislim, da je to nekaj zelo pomembnega za razmislek, saj resnično nikjer na svetu ni ničesar, kar bi bilo vsaj približno podobno temu, kar imamo v Izraelu. In kar vidimo je, da ko vprašate nekatere sodne supremaciste v Izraelu, torej tiste, ki podpirajo sodišče ali protestnike v protestnem gibanju, jim rečete, zakaj ne bi sprejeli nobenega mehanizma, nobenega ustavnega sistema iz katerekoli druge države na svetu. Lahko ga prevzamemo v celoti. Lahko vzamemo celoten sistem. Naj navedejo enega, ki bi jim ustrezal, pa ga ne bodo pripravljeni ali pa ne bodo sposobni navesti niti enega. In razlog za to je, da ni nobena država na svetu, ki bi svojim sodiščem dala takšno nedemokratično oblast, brez vsakršne odgovornosti, kot jo ima danes izraelsko vrhovno sodišče in njegovi pooblaščenci. Tako na objektivni ravni preprosto ni ničesar, kar bi bilo vsaj približno podobno moči, ki si jo je pridobilo izraelsko vrhovno sodišče. Mislim, da je vredno navesti nekaj primerov, vendar preden jih predstavim, bom samo rekel. To je tako pomemben del razloga, zakaj sem napisal to knjigo. V smislu, da se velik del tega pogovora in te razprave poteka na ravni sloganov, posprošitev in naslovov. In ljudje resnično nimajo občutka, zakaj pravzaprav gre. In mislim, da je zelo mamljivo primerjati situacijo v Izraelu in domnevati, da je nekako povezana ali podobna vašim lastnim, bolj znanim pravnim ureditvam, razpravam in nesoglasjem ter podobno. In kar vidimo je, da se hudič skriva v podrobnostih, ali kot pravimo v Izraelu, Bog je v podrobnostih. Kar pomeni, da seveda na visoki ravni posploševanja obstajajo vse vrste različnih mnenj o tem. In moram reči, da je včasih mikavlo to videti kot podobno drugim, avtoritarnim prizadevanjem drugje po svetu, kjer so, nekateri prvi ukrepi avtoritarnih režimov razgradnja sodstva,
razgradnja zaščite posameznih pravic in svoboščin, razgradnja zaščite demokratičnega procesa in tako dalje. Toda v trenutku, ko pogledate podrobnosti, v trenutku, ko to vsaj malo podrobneje preučite, tudi na površinski ravni, takoj ugotovite, da to sploh ni nič podobnega temu. Da je največja grožnja izraelski demokraciji, največji problem izraelske demokracije in vladavine prava prav izraelsko vrhovno sodišče samo ter njegovi zavezniki in zastopniki. Ali nam lahko navedete nekaj primerov, kako se izraelsko vrhovno sodišče primerja z drugimi sodišči? Seveda. In v mnogih pogledih je to zelo enostavno, ker je seznam tako dolg in primeri tako očitni. Naj vam kar na hitro navedem nekaj preprostih primerov. Eden od primerov je, da je izraelsko vrhovno sodišče odpravilo sama pojma pravnega interesa in sodne presodljivosti. Torej, sama ideja, da so edini ljudje, ki lahko zahtevajo pravno sredstvo na sodišču, tisti, ki imajo neko individualno pritožbo proti vladi, kaj ne? Da če vam je vlada škodovala, da če imate konkretni individualni spor, potem lahko pridete in zahtevate, da sodišče odloči v tem sporu. To v Izraelu sploh ne drži. In sodišče je odločilo, da se lahko prav vsak obrne na izraelsko vrhovno sodišče. Imenujejo ga vlagatelj v javnem interesu, v bistvu zato, da lahko nasprotuje kateremukoli vladnemu ukrepu. Tako je upravičenje za vložitev tožbe, ki je ena izmed najbolj temeljnih tradicionalnih ovir za sodno oblast na svetu, popolnoma odpravljena strani izraelskega vrhovnega sodišča. Drug pomemben primer, oziroma soroden primer, je vprašanje sodne presodljivosti, kar pomeni, da so nekatera vprašanja zunaj pristojnosti sodišča. In izraelsko vrhovno sodišče je odločilo, da ne obstaja nobeno vprašanje, ki bi bilo nepredstavljivo za obravnavo. Ne obstaja nobena predstavljiva vrsta vladnega ukrepa, ki bi bila zunaj pristojnosti sodišča in ki bi bila zunaj njegovih pristojnosti za preučitev, obravnavo in seveda razveljavitev, razglasitev ničnosti in tako dalje. In to je ključno, ker vsa sodišča na svetu delujejo pod predpostavko, da ni vsako vprašanje vlade in politike vprašanje, ki ga je mogoče rešiti na sodišču. Ali da je to vprašanje, ki pripada sodiščem, ali da ga je sploh mogoče obravnavati v pravnih okvirih. Če to za trenutek postavimo na stran, bom navedel še dva res velika primera, za katera mislim, da bosta to za trenutek približala. Eden od njih je doktrina razumnosti. In to je doktrina oziroma standard za presojo, ki ga je izraelsko vrhovno sodišče izumilo v poznih 80. in zgodnjih 90. letih prejšnjega stoletja. In pravi, da bo presojalo vsako posamezno vladno odločitev in politiko po vsebini. In to v bistvu pomeni, da bo s pomočjo vseh mogočih pravnih izrazov sodišče preprosto odločilo, ali se mi sodniki strinjamo ali ne strinjamo z določeno politično odločitvijo izvršne oblasti. In potem jo bomo razveljavili. Po besedah sodišča bodo vprašali, ali je vlada pravilno pretehtala nasprotujoče si dejavnike in premisleke. Pravilno pretehtala nasprotujoče si dejavnike in premisleke. To je seveda bistvo samega vladanja. In preprosto sprašuje, ali se strinjamo s končnim izidom, ali menimo, da je končni izid upravičen, ali je vlada ravnala pravilno. In ta doktrina, če to za trenutek združite, pomislite na upravičenje za vložitev tožbe in sodno presodljivost, o katerih sem govoril prej. Tako lahko katerakoli oseba vloži pobudo na vrhovno sodišče, da izpodbiva katerokoli dejanje vlade na katerikoli možni podlagi. Ni vam treba imeti nobene pravne podlage. In posledica tega je, da se je sodišče vmešavalo vsak mogoč in posegalo vsak mogoč del izvršilnih dejanj vlade, ki si jih lahko predstavljate. In zelo velik primer vsega tega, ki mislim, da vse to dobro poveže, je primer imenovan v izvršni veji oblasti. In mislim, da je to res dober primer za poslušalce v drugih jurisdikcijah, ker je to nekaj, kar se nikjer drugje na svetu ne dogaja. V Izraelu izraelsko vrhovno sodišče redno preverja tako imenovano veljavnost, pravno razumnost, vsako posamezno imenovanje na visok položaj. V velotni izvršni oblasti vse do ministrov v vladi, kaj ne? Vodje vladnih oddelkov in ministrstev. Torej, če si lahko predstavljate, da predsednik ZDA ali kanadski predsednik vlade imenuje ministra za finance ali zunanjega ministra in potem pride vrhovno sodišče. Na sodišče se pritoži oseba, ki nima nobene osebne škode, kar pomeni, se pritoži naključna nevladna organizacija ali posamezni državljan zgolj zato, ker se ne strinja, ker meni, da je to nespametna odločitev. In sodišče na to poseže v to odločitev o imenovanju v vladi in reče: menimo, da je vaše imenovanje nerazumno, nezakonito. Nezakonito. Ne krši nobenih zakonskih predpisov ali strogih pravil, kaj ne? Če to pustimo ob strani, je preprosto nerazumno in zato neveljavno. In izraelsko vrhovno sodišče je to storilo pri ministrih v vladi. To je storilo za vsako posamezno najvišjo izvršno imenovanje, ki si ga lahko zamislite.
Torej načelnik generalštaba, načelnik nacionalne policije, vodje glavnih izraelskih obveščevalnih služb, druga visoka imenovanja v izraelski javni upravi. In prav ta teden je izraelsko vrhovno sodišče končno sprejelo odločitev, ali bodo dovolili imenovanje vodje Mosada Ronana Gafmana. Preprosto ni bilo nobenega pravnega ugovora proti njegovemu imenovanju. In vendar je sodišče imelo ta dolgotrajen postopek, kjer je na koncu tako imenovano odobrilo to imenovanje. In prav tako bi lahko razveljavilo isto imenovanje. Zadnji primer, ki ga bom navedel, in upam, da vprašanje imenovanj to nekako ponazori, je vprašanje dopustnosti sodne presoje, pravnega interesa, doktrine razumnosti. In to je le delček teh vprašanj. Ampak zadnje vprašanje, za katerega vem, da zanima veliko naših poslušalcev, so ustavna vprašanja. Prepričan sem, da se lahko o tem še bolj poglobimo. Zato bom to povedal le v enem stavku. Izraelsko vrhovno sodišče izvaja sodno presojo zakonodaje. Razveljavlja temeljne zakone brez pisane ustave, brez običajne ustave, kot poznamo ta izraz in kot smo ga vajeni. Preprosto ni ničesar takega na svetu. Obstajajo države, v katerih sodišča razveljavijo zakone na podlagi pisane, običajne ustave. Obstajajo države, v katerih ni sodnega nadzora, kjer sodišča ne razveljavljajo zakonov. To vključuje zakote države, kot so Združeno kraljestvo, Nova Zelandija, Nizozemska ali Švica, kaj ne? To je sprejemljiva oblika demokracije. Toda obstaja samo ena država na svetu, samo ena, v kateri lahko vrhovno sodišče razveljavi zakonito sprejete zakone, ki jih je sprejel izvoljeni in odgovorni parlament brez najmanjše ustavne podlage, brez česarkoli, kar bi spominjalo na pisano, običajno ustavo. Torej, to so le nekateri primeri, ki kažejo, kako je Izrael tako zelo oddaljen od česarkoli, kar bi bilo vsaj približno znano v zahodnem svetu. Ja, mislim, da ste zelo jasno opisali situacijo in res bi se rad kasneje nekoliko podrobneje poglobil v nekatere od teh pojmov. Ampak opisali ste sodni sistem in vrhovno sodišče, ki sta, kot vemo, neizvoljena vlada. Veste, prevzema oblast nad izvoljenimi voditelji države Izrael. In vendar nasprotniki sodne reforme svoje argumente predstavljajo kot vprašanje demokracije. Čeprav, logično gledano, želijo omejiti moč volivcev prek nedemokratične institucije sodstva. In mislim, da moramo, da bi razumeli to razpravo, iti nazaj v 80-90 leta. Ko sta nekdanji sodnik vrhovnega sodišča Aharon Barak in njegovi privrženci zasnovali idejo o razširitvi moči izraelskega vrhovnega sodišča. Ker sistem v Izraelu prvih 40 let ni deloval na ta način. Zagotovo si David Ben-Gurion, na primer, nikoli ne bi predstavljal, da bi mu vrhovno sodišče v njegovem času poskušalo povedati, koga naj imenuje na različne položaje ali kako naj vodi izraelsko vlado. Kako so torej Barak in te ljudje, ki jih, mislim, upravičeno imenujete sodni supremasisti, uspeli prevzeti toliko moči? Popolnoma prav, Jonatan. In mislim, da ste previdno opazili, kar je pomembna značilnost vsega tega. Da ni bilo vedno tako in da izraelsko vrhovno sodišče ni bilo vedno takšno. Leta 1948-1949, ko je bila država ustanovljena, in vse do zgodnjih, oziroma bolje rečeno sredine 80-ih, zgodnjih 90-ih let, ko je Barakovo supremacistično sodišče prevzel nadzor, je imela Izrael izrazito zadržano sodišče. To sodišče je bilo zelo močno, lahko rečem. Izraelsko vrhovno sodišče je bilo zelo močno. Nekateri bi ga celo imenovali aktivistično, ko gre za odgovornost vlade, za zagotavljanje, da vlada ne krši zakona in da ne zlorablja svoje moči nezakonito. In bilo je zelo resno in močno sodišče, ko je šlo za posamezne pravice in svoboščine. Včasih je celo priznavalo tako imenovane neizrecno zapisane pravice, ki so bile del naše demokratične narave, čeprav niso bile zakonsko določene pravice. Tako je bilo to sodišče, ki je zelo resno jemalo presojo pravic. Zelo resno je jemalo tudi to, da vlado kliče na odgovornost. In vendar je bilo to zadržano sodišče v smislu, da je temeljno spoštovalo demokratični pojem ljudske suverenosti in demokratične moči preko izvoljenih predstavniških institucij. To je bilo sodišče, ki je spoštovalo razlago zakonov v smislu, da je spoštovalo, da je zakon zakon. In če je vlada, zakonodajna veja in parlament jasno izrazila svoj namen in svojo željo skozi zakon, potem je to zakon, ki se ga mora sodišče držati.
in temeljno spoštovanje ideje o vladavini parlamenta, dejstva, da Izrael ni imel ustave. In zato je sodišče večkrat poudarilo, da seveda nima pooblastil za razveljavitev primarne zakonodaje. Tako da imate popolnoma prav, ko opažate, da je imel Izrael večji del svoje zgodovine vse do 80. in 90. let sodišče, ki bi ga lahko imenovali zadržano ali demokratično. In včasih v šali rečem, Jonatan, da bi morali imeti pivsko igro. Kadarkoli omenimo Aharona Baraka, bi morali nazdraviti ali spiti kakšen kozarček. Ampak to bomo prihranili za. Ker je on osrednji lik v tej drami. Točno tako. In o tem nekoliko podrobneje govorim v svoji knjigi, še posebej v uvodu. In pravim, da opisujem senco Aharona Baraka, ki je omečila celoten izraelski pravni sistem in še posebej na sodno vlado. Ni dvoma, da je bil Aharon Barak, sodnik Aharon Barak, gonilna sila in arhitekt današnjega izraelskega vrhovnega sodišča ter sodne nadvlade, kot jo poznamo. Zakaj se je to zgodilo in kako se je sodišče s tem izmazalo? To je seveda eno izmed velikih vprašanj. In mislim, veste, ena od stvari, na katero najbrž namigujete in o kateri ste že prej nekaj besed povedali, je seveda ta, da je to povezano z osnovnimi družbenimi napetostmi ter velikimi spremembami v politiki in demografiji v Izraelu. To ni skrivnost in na to namigujejo ali to priznavajo številne različne skupine. In če povem na kratko, leta 1977 so izraelske desničarske stranke, še posebej Likud, prvič v zgodovini Izraela prevzele oblast. Do takrat so izraelsko politiko in vlado obvladovale levičarske politike ter izraelska delavska stranka in njene različne različice. To je bil torej velik preobrat v Izraelu. Mnogi pripadniki elite v Izraelu so bili zgroženi nad idejo, da bi imeli desničarsko vlado in da bi neumite množice, ki volijo desničarske politike, imele besedo pri pomembnih vprašanjih izraelskega življenja. Ja, dovoli mi, da te samo ustavim, ko uporabiš izraz neumite množice, kar je nekako način, kako kulturne elite izražajo prezir do določenih delov volilnega telesa. Toda to je bilo delno tudi posledica razlik med, Aškenazi in Mizrahi. Ljudje, ki niso prišli iz Evrope, ampak so bili v zgodnjih letih izraelske zgodovine večinoma diskriminirani in ki so volili za politično desnico namesto za tradicionalne sile na levici. Absolutno, čeprav je to res zanimivo, da, popolnoma. Glavni del tega je naraščajoča politična in demografska moč Mizrahi Judov. Torej, Judje bližnje vzhodnega ali severnoafriškega porekla, verni Judje ali Judje, ki so bolj tradicionalni glede verskega obreda, identitete ali pripadnosti. Ne nujno ortodoksni, zagotovo pa ne nujno ultraortodoksni, ampak mnogi Judje, ki so preprosto bolj naklonjeni judovski dediščini in tradiciji. In lahko bi vključili tudi nekatere druge ideološke elemente, kot je bolj izrazit nacionalni pogled na značaj in identiteto Izraela, samozavesten pogled na položaj Izraela na Zahodnem bregu oziroma v Judeji in Samariji ter v Gazi itd. Toliko temeljnih razlik, vendar absolutno še posebej tista osnovna demografska razlika ob vzponu politične moči v poznih 70. letih. In to je pripeljalo do tega, in mnogi lahko vidijo, da bi moral reči, da je eden največjih mislecev ali eden najpomembnejših ljudi, ki so izrazili to stališče, profesor Menahem Melcer. Bil je dekan pravne fakultete v Tel Avivu, prejemnik izraelske nagrade, ki je najvišje civilno priznanje v Izraelu. In ta človek je radikalno levičarska oseba, glede na svoj svetovni nazor in ideologijo. To ne pravi zaničevalno. On bi se zagotovo tako opisal in je bil vedno aktiven v teh ideoloških krogih. In skozi leta se je izkazal kot eden najostrejših kritikov sodišča. In v 80. in 90. letih je bil eden prvih, ki je opisal premik v sodni moči. In ta premik povezal z demografskimi in političnimi spremembami. In zelo, pravilno je ugotovil, da je ta premik v politični moči pomenil, da so aškenaške sekularne elite v Izraelu odločene ohraniti določena središča dejanske vladne moči, ki so bila izolirana in zaščitena pred dejanskimi odgovornimi demokratičnimi mehanizmi oblasti. Obstaja izraz, ki mi je všeč, od lorda Jonathana Sumptiona, ki je sodnik britanskega vrhovnega sodišča. On temu pravi vzvodi moči, kaj le?
Koliko ovir obstaja med dejanskimi volivci in ljudmi ter vzvodi moči, dejanskimi mehanizmi, prek katerih se oblast dejansko izvaja. In zagotovo so bili konec 70. in v zgodnjih 80. letih izraelska politična levica in z njo povezane aškenaške sekularne elite odločeni postaviti te ovire. Med ljudi in vzvodi moči. In izraelsko vrhovno sodišče je bilo ena največjih in morda danes celo največja takšna ovira. Ja, torej se vrnem k svojemu vprašanju. Kako so jim to uspelo? Mislim, ne morem si predstavljati vrhovnega sodišča recimo v 50. letih prejšnjega stoletja. Ali pa veste, da bi to naredili in razglasili, kot je to storil Barak, veste, uveljavljali moč sodišč. In predsednik vlade Ben-Gurion mu je to dovolil? Veste, to bi bilo po mojem mnenju v nekaterih pogledih zatrto že v kali. Zakaj je demokratično izvoljeni kneset dovolil, da ga na tak način prelisičijo in to brez pravega odpora? To je res odlično vprašanje in mislim, da obstaja veliko dobrih odgovorov. Ni tako, da ni dobrih odgovorov, ampak jih je preprosto toliko. Naj poskusim navesti nekaj odgovorov. Moj prvi odgovor, ki v resnici ni najbolj pošten odgovor, vendar mislim, da ga je vredno omeniti, je, da v nekem smislu ni pomembno. In kar mislim s tem je, da želim, da preberete mojo knjigo, ker želim, da razumete, kako slaba je situacija, kako smo prišli do tega, kako smo to dopustili in zakaj sta izraelski kneset ali volilno telo bila tako brezbrižna ali celo malomarna, da so to dopustili. Prav, mislim, lahko analiziramo, kako se je to zgodilo do onemoglosti. Ampak tisto, kar je dejansko pomembno, oziroma mislim, da je najpomembnejše, je razumevanje, kje smo zdaj in ne samo, kako smo prišli do sem, ter razumevanje, kako slaba je situacija in koliko se mora spremeniti. Vendar to ni pravi odgovor na vaše vprašanje. Naj vam ponudim nekaj odgovorov. Eden od razlogov je zmedena in kaotična narava izraelske vlade same. Izraelske vlade so vse koalicijske vlade. Znane so po svoji nestabilnosti. Povprečna življenjska doba izraelske vlade je približno 2 leti, preden razpade. In nekaj v ustavni ureditvi izraelske vlade, nekaj v institucionalnem okviru izraelske vlade. Jo naredi zelo nesposobno, da bi se temu zoperstavila, to obravnavala in o tem ustrezno razpravljala. In razmisli o tem, ter se na to loti takšne vrste uzurpiranja oblasti strani sodstva. Torej, z vidika strukturnega okvira je bila izraelska vlada vedno v precej oslabljeni poziciji, v mnogih pogledih. Dal vam bom samo en primer. V zgodnjih 90-ih je izraelsko vrhovno sodišče prisililo premierja Icaka Rabina, ki je bil levičarski laboristični premijer v levičarski koaliciji, prisili so ga, da je odpustil 2 ministra brez kakršnekoli pravne podlage. To se imenuje znamenita Derjeva doktrina. Ko je sodišče to storilo, se Rabin komajda upiral. In veste, Icak Rabin je bil v mnogih pogledih del stare garde izraelske levičarske elite. Seveda je bil leta 1995 tragično umorjen. In veste, ni bil šibak človek. Bil je zelo resen mož in imel je veliko podporo ter zaledje v izraelskih političnih krogih. Kljub temu pa ni bil pripravljen soočiti se s sodiščem glede tega škandaloznega vprašanja, kjer mu je sodišče preprosto ukazalo, naj odpusti svoje ministre, brez kakršnekoli pravne podlage. Ena od razlag za to, ki jo lahko zelo jasno vidite, je njegova nezmožnost, da se zaradi svojih koalicijskih oziroma vladnih partnerjev sploh ne more vzeti časa za razmislek o tem, kaj se dogaja in to razumeti. To je en del odgovora. Drug zelo pomemben del odgovora, za katerega mislim, da ga zagovorniki soderad vlade v Izraelu res ne marajo, a menim, da je to del odgovora, je, da sta bila izraelski politični razred in izraelsko volilno telo skozi leta dejansko izjemno zadržana. In imeli so izjemno veliko spoštovanja. Včasih so imeli izjemno veliko spoštovanja do izraelskega vrhovnega sodišča kot institucije. In zaradi tega spoštovanja so se skušali vzdržati številnih agresivnejših ukrepov proti izraelskemu vrhovnemu sodišču. In naredili so vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi poskušali spremeniti smer izraelskega vrhovnega sodišča. Ne da bi pri tem zašli predaleč, ne da bi šli v skrajnosti, ne da bi to postalo popolna vojna, ne da bi resnično poskušali temeljito spremeniti ravnotežje moči. Zato so poskušali imenovati sodnike, ki so bili bolj naklonjeni njihovim pogledom, a vrhovno sodišče je to preprečilo. Poskušali so sprejeti zakone, ki so bili bolj jasni in so spremenili nekatere od odločitev vrhovnega sodišča. Vrhovno sodišče jih je ignoriralo ali pa jih je razlagalo tako, da so pomenili ravno nasprotno od tega, kar je v njih dejansko pisalo.
Torej, mislim, da je ena razlaga, ki ljudem ni všeč, ta. Izraelski politični razred, še posebej seveda desno krilo, in izraelski volivci so v zadnjih 3 ali 4 desetletjih pokazali izjemno zadržanost. Dokler niso prišli do točke preloma, kjer niso imeli druge izbire, kot da se tega lotijo na bolj agresiven in neposreden način, z zelo agresivnim omejevanjem moči vrhovnega sodišča. In to je bolj tisto, kar smo videli v predlogih za reformo leta 2024. O razlogih za to bom povedal še 2 stvari, preden nadaljujemo. Ena stvar je povezana s tem, in to je nekako temen, zlovešč vidik vsega tega, o katerem v knjigi govorim zelo podrobno. Izraelski politiki in drugi visoki izraelski predstavniki, ne le politiki, ampak tudi visoki predstavniki izvršne oblasti in celo ljudje zunaj vlade, se v resnici bojijo. Bojijo se, da bi postali de facto politični disidenti. In razlog, zakaj to pravim, je ta, da je izraelsko vrhovno sodišče izraelske organe pregona in kazensko-pravni sistem uporabilo kot orožje. Da bi ustrahovali politike in odvračali morebitne nasprotnike izraelske sodne oblasti ter moči izraelskega vrhovnega sodišča. In to ni teorija zarote. Mislim, da je to zelo prepričljivo prikazalo skozi celotno knjigo. O tem se odprto razpravlja v mnogih krogih izraelske družbe. In da vam dam primer tega, največji primer tega, če se vrnemo k Icaku Rabinu, leta 1993 je takrat sodišče začelo svojo Derjevo doktrino. In Derjeva doktrina preprosto pomeni, da lahko vsak kazenski tožilec de facto odstavi aktualnega ministra ali vodilnega vladnega uradnika ali kogarkoli že. Ker je sodišče odločilo, da če je proti vam kazenska preiskava ali kazenska obtožnica, potem ste vi. Potem mora biti ta oseba odpuščena ali je prisiljena odstopiti. In to, kar je to povzročilo, je, da je dejansko preneslo pooblastilo za razrešitev na sodišča in na kazenske tožilce, ki izpolnjujejo želje sodišča. In to grožno moč, ki bi bila resnično nesprejemljiva v skoraj katerikoli demokratični državi na svetu, so organi pregona in različni posredniki sodišča zlorabili z ogromnimi uničujočimi posledicami. In obstaja dolg seznam nasprotnikov sodišča in ljudi, ki so kritični do izraelskega vrhovnega sodišča, ki so izgubili svoja delovna mesta. Ali pa še veliko huje, ki so se resnično zapletli v lažne, neutemeljene kazenske postopke, ki so v bistvu končali njihove politične kariere. Včasih, seveda, še veliko huje od tega. Torej je temen, bolj zlovešč vidik načina, kako sodišče uveljavlja svojo moč, svojo institucionalno moč nad drugimi vejami oblasti. In ponovno, to je res pomembna točka, ki bi jo res rad, da jo upoštevate. To ni samo moje mnenje. To ni Jonathan Green, ki bi tukaj razlagal teorije zarote. Vse, kar opisujem, je zelo podrobno podprto v knjigi. Ne samo z dejstvi in zgodbami Itetoleja, ampak tudi z načinom, kako je to predstavljeno. In to utemeljujejo visoki izraelski pravni strokovnjaki, profesori prava, sodniki in prav oni to govorijo. In tega ne pravi samo izraelsko-ameriški odvetnik Jonathan Green. Zadnji razlog, ki ga bom zelo na kratko navedel, in to je nekaj, česar Američani res ne cenijo in ljudje zunaj Izraela ne cenijo. Iskreno, tudi Izraelci tega ne cenijo. In sicer, kako zelo je Izrael izoliran in ločen od drugih demokratičnih držav. In dejstvo je, da večina ljudi na Zahodu in večina ljudi v demokratičnih državah nima pojma, kaj se dogaja znotraj Izraela. In večina Izraelcev nima pojma, kaj se dogaja v večini demokratičnih držav. Ker ima večina demokratičnih držav na svetu, še posebej zahodne demokracije, sorodne države. Imajo sorodne države, s katerimi brez težav redno in rutinsko izmenjujejo ideje in informacije, kaj ne? In to je lahko jezikovno, ali teritorijalno, geografsko, ali kulturno in etnično. Ampak eno od teh 3, pogosto pa več kot eno. Vsaka zahodna država na svetu ima druge države, s katerimi redno sodeluje na družbenem, socialnem ali demografskem nivoju. Izrael nima nobene od teh. Tako da, ko me je nekdo enkrat vprašal, ali Izraelci resnično raje izberejo vladavino sodnikov kot demokracijo, je bil moj odgovor: veliko Izraelcev sploh ne ve, da obstaja razlika. In veliko Izraelcev, še posebej na pravnih fakultetah in na višjih ravneh vlade, predvsem v levem taboru, je bilo naučenih verjeti, da demokracija dejansko pomeni platonovsko skrbništvo. To dejansko pomeni filozofske kralje, ki lahko vsiljujejo svoja ideološka stališča in vrednote preostali družbi, ne glede na voljo volivcev, ne glede na demokratični proces, ne glede na pravo. Veliko jih v to resnično verjame in ne vedo za boljše.
Dva ključna načela angleškega običajnega prava in zagotovo tudi ameriškega prava, kot ste že omenili, sta procesna legitimacija in sodna presojljivost, ki omejujeta možnost tožb in sodnikov, da posegajo v različne spore. Vendar sodniki izraelskega vrhovnega sodišča ne verjamejo, da ta načela veljajo za njihovo delo. Pravzaprav ste že nekako pojasnili, kaj ta načela so in zakaj trenutno ne veljajo za izraelsko vrhovno sodišče. Ampak kako je sodnik Barak, veste, potegnil to iz skorajda ničesar, to idejo sodišča, ki ima pravico posegati v karkoli. Mislim, da nadzoruje vsak vidik oblasti in brez kakršnih koli omejitev. Zakaj je to storil? Zakaj je, veste, mislim, da sva o tem že govorila, dotaknila sva se tega, ali je šlo za politiko, spreminjajočo se naravo izraelske družbe, ampak odkot je to prišlo? Ideja, da bi sodišče lahko preprosto povozilo vse. Mislim, to zveni skoraj kot moč kralja v srednjeveški monarhiji. Ni bilo nobene omejitve moči kralja, veste, da bi lahko naredil, kar je želel. Kot pravi stari francoski pregovor, c'est le vouloir de roi, c'est le vouloir de loi. Veste, volja kralja, že volja zakona. Prav? Kako je izraelsko vrhovno sodišče postalo kralj Izraela? Prav, to je l'état c'est moi, ali kakorkoli že se temu reče. Kaj ne? Ali država, sem jaz. Ja, to je odlično vprašanje. Mislim, da obstaja več različnih odgovorov, ampak naj povem nekaj stvari na hitro. Najprej, Aharon Barak sam je bil in je še vedno briljanten pravni strokovnjak. Ja. Še vedno je živ. Ne moremo ga postaviti v preteklik. Ne vem, če je bil briljanten, ne vem, če je še vedno briljanten, ampak vsekakor je bil takrat priznan in seveda se šalim, še vedno je briljanten pravni učenjak, res na več načinov, nekakšen pravni čudežni otrok. In mislim, da mu tega nihče ne more vzeti. Imel je tudi dve drugi ključni lastnosti, ki sta bili bistveni za način, kako je to počel. Ena je izjemna karizma in osebna sposobnost vzpostavljanja in vzdrževanja osebnih odnosov z mnogimi svojimi nasprotniki, intelektualnimi, političnimi, ideološkimi itd. In tretja je nekakšna politična preudarnost. In mnogi o tem razpravljajo. In spet, to ni teorija zarote, o tem razpravljajo številni ljudje, vključno s podporniki Baraka. Mnogi razpravljajo o tako imenovanem strateškem sodišču Baraka in o prefinjenosti, s katero sta Aharon Barak in njegovi zavezniki uvajali svoje reforme ter spremembe v izraelski sodni oblasti. Ni dvoma, da je Barak, da bi podprl to, kar je storil, najprej zbral izjemne pravne argumente, s katerimi se je bilo zelo težko soočiti. In velika večina njegovih nasprotnikov, pa naj so bili politični ali pravni, preprosto ni imela orodij, pravnega znanja, časa ali sposobnosti, da bi se z njimi resno spopadla. In ko je nekdo sploh ugotovil, kaj se dogaja, ali pa ko so se te intelektualni argumenti proti temu zares izkristalizirali in dobili zagon, je bilo že vse odločeno. In flak je že odpeljal. Poleg tega sta Aharon Barak in njegovo sodišče uvedla reforme izraelske sodne oblasti na zelo postopen in zelo inkrementalen način. In v tem smislu sta bila tudi zelo modra in strateška glede tega, kako sta to izvedla. Tako so na primer večkrat razširili določeno doktrino ali razširili določen element moči sodišča. Toda to bi storili v ločenem mnenju. Hauenbach bi to storil v ločenem mnenju ali pa bi to storili v tako imenovanem diktumu, kar pomeni tisti del sodbe, ki v resnici ni njen sestavni del. Gre za nekakšno ozadje pravnega razmišljanja, za teorije, ki stojijo za tem, kar sodišče počne. Ni to osrednji del dejanske zavezujoče odločitve. Toda skozi diktume in ločena mnenja bi sodišče razvilo niz teorij. In potem, moram reči, precej neiskreno, precej zvito, sodišče, še posebej pod Aharonom Barakom, ki je potem znan, to počne. Neto bi se retroaktivno sklicevali na te argumente, kot da gre za že uveljavljeno pravo. Tako bi Aharon Barak, kar je bilo precej znano, pri določeni sodbi, ko je imel večino in svoje ljudi za sabo, namignil na svoje ali na tuje ločeno mnenje. Namignil bi na nekaj, kar je bilo zgolj obiter diktum in očitno ni bilo uveljavljeno pravo. In preprosto bi se pretvarjal, da je to že bilo odločeno, da je to že dolgoletna doktrina sodišča in da ne počnejo nič novega. Ne razvijamo nobenih novih doktrin, samo uporabljamo uveljavljeno pravo. In potem je zadnji element tega.
Sodišče je prav tako zelo strateško sprejemalo te odločitve o vprašanjih, ki so manj verjetno vzbudile javno pozornost, politično jezo in povzročila politični odziv. Zelo pogosto bi sodišče razvilo novo ali radikalno teorijo, vendar ne bi razveljavilo zadevnega zakona. Tako bi tako imenovano potrdilo zakon, vendar bi to storilo na podlagi popolnoma radikalne teorije, pravne teorije, ki nima nobene osnove v pravu ali v ustavni teoriji in tako naprej. Ali pa bi razveljavilo zakon, kaj ne? Preizkusilo bi novo doktrino ali razveljavilo kakšno vladno dejanje. Vendar bi to storilo zaradi nečesa precej nepomembnega, kar je bilo že na začetku zelo nepriljubljeno ali karkoli že. In na ta način nekako utrjuje svojo moč, kjer v bistvu politični razred ali politični akterji nimajo prave volje in javne podpore, da bi se temu ustrezno uprli, zato sodišče na ta način utrdi svojo moč. Torej, pravi primer tukaj je tista zgodba o žabi, ki se počasi kuha v vodi. Začne se s hladno vodo, potem pa se temperatura dviguje stopinjo za stopinjo, dokler ni za žabo prepozno, da bi ugotovila, da voda že vre in ne more več pobegniti. To je zelo primeren opis načina, kako je Vrhovno sodišče uvajalo svoje spremembe. Ampak zadnji del, ki ga bom povedal o vsem tem, je seveda, in to je ključno, to se navezuje na bolj sociološke in kulturne argumente, ki ste jih izpostavljali. Sodišče je imelo jasno podporo zelo velikega dela izraelskega političnega razreda, vključno z nekaterimi na desnici. Bodisi tisti, ki so bili preveč naivni, da bi razumeli, kaj se dogaja, ali preveč nevedni, ali pa tisti, ki so bili na desnici, a so na nek način pripadali elitam in zato niso bili pripravljeni izzvati sodišča pri tem početju. In morda še pomembneje, sodišče je imelo podporo drugih glavnih elitnih centrov moči, bodisi v vojski, medijih, visokem šolstvu in vseh teh drugih, tako vladnih kot nevladnih. Ki jih obvladujejo iste kulturne, politične. Točno tako. In to so ljudje, ki pripadajo isti kulturni eliti in imajo enaka stališča, ne glede na to, ali gre za sodno oblast ali za vsebinske rezultate, ki jih je sodišče ustvarilo. Tako je sodišče vedno vedelo in mislim, da je bilo leta 2023 to nekako dokazano ali pa se je res izkazalo. Res smo videli, da je bilo to postavljeno na preizkušnjo in se je izkazalo za resnično. Da so supremacistična, antidemokratična dejanja in nagnjenja sodišča vedno imela to vrstno podporo v pomembnih in vplivnih segmentih izraelske družbe. Še ena zadnja opazka v tem kontekstu in ne vem, ali ste na to namigovali ali ne, ampak o tem govori v knjigi. In sicer to. Izrael se prav tako razlikuje od številnih primerljivih zahodnih držav v tem, da ne deli enakih izvornih liberalno-demokratičnih predpostavk o vladni moči. In kar mislim s tem, ne mislim tega na način, kot to običajno rečejo nekateri ljudje, ko gre za vladavino prava ali posamezne svoboščine ali kaj podobnega. Pravzaprav sploh ne gre za to. Gre za temeljno predpostavko, da moč izhaja iz ljudstva. Oprostite, iz prebivalstva in iz demosa, ki je suveren, kaj ne? Ideja ljudske suverenosti, ideja vrhovne oblasti ljudstva in da so prav demos, prav volivci, tisti, ki jim je treba zaupati. Oni so končni varuhi družbe in nekateri največji in seveda demokratični red, nekateri najbolj problematični elementi v družbi. Sumiti je treba vlado samo in ne le najvišje izvoljene predstavnike, ampak še posebej civilni razred in vladno birokracijo. Kar je drugače v Izraelu je to, da imate nekakšen obrnjen pristop pri tem. In to je zato, ker je bil Izrael v mnogih pogledih ustanovljen kot država z veliko bolj socialističnimi težnjami. Veliko veste, izrecno marksističnih pogledov je bilo del Izraelove ustanovne usmeritve, ustanovnega etosa. To je vključevalo tudi, seveda, zelo močne etatistične poglede. Tendence. In vse to skupaj pomeni zelo preprosto, da veliko Izraelcev javnost, volivce, smatra za sumljive. Kaj ne? Javnost in volivci so tako rekoč najbolj nevaren del demokracije. In državna birokracija, neizvoljeni uradniki, ki so tako rekoč nujno zlo. Delujejo iz nekakšnih nečistih volivnih motivov in podobno. Ampak državna birokracija in javna uprava ter ta zakoreninjeni razred njim je treba zaupati. Torej, če bojem nekoliko krajše, imamo opravka z obrnjenim, zelo drugačnim pristopom do vladne moči. Velik del izraelske družbe je veliko bolj pripravljen zaupati zakoreninjenim birokracijam, vključno s sodstvom, in veliko manj pripravljen zaupati demokratičnemu procesu, volivcem in ljudstvu samemu.
In to precej olajša sprejemanje in podporo vrsti sodne nadvlade, ki smo ji bili priča v dejanjih izraelskega vrhovnega sodišča v zadnjih 40 letih. Ja, mislim, da to resnično zadene bistvo. Veste, celoten smisel demokratičnega sistema v Združenih državah je ta koncept. To je v deklaraciji o neodvisnosti. Neodvisnosti. Da so ljudje od svojega stvarnika obdarjeni z določenimi pravicami. In da pravice posameznika niso darilo vlade ali monarha. Te pravice pripadajo posamezniku samemu, veste, od Boga. To je še vedno nekaj, čemur nekateri na levici v Združenih državah oporekajo, vendar je to, veste, zapisano v temeljnih dokumentih. In očitno izraelske sodniške elite, ki so, veste, nekako vsilile to sodno nadvlado, v to sploh ne verjamejo. In pravzaprav je bil celoten namen gibanja za zaščito demokracije, ki smo ga videli na ulicah Izraela leta 2023, nezaupanje do ljudi. In morda prepričanje, veste, da ena stran političnega spora med, recimo, desnico in levico. Da izgubljajo in da veste kdaj. Ko sta Netanjahu in njegova koalicija leta 2022 zmagala in imela, veste, majhno, a resnično večino, so se bali, da sami morda nikoli več ne bodo zmagali na volitvah. In zato so morali ustvariti zaščito za sodstvo, da bi zagotovili, da ne bi izgubili oblasti. Mislim, da je to ključna značilnost tega. In mislim, da obstaja način, da lahko rečemo nekaj podobnega. Se pravi, obstaja način, da lahko ponovno povem, kar sta povedala oba, ti in jaz. Na način, ki je bolj prizanesljiv, bolj velikodušen do sodišča, nekako da prikažemo v najboljši luči, kar je sodišče storilo in kar počne. No, želimo biti pošteni. Absolutno. In to pravim, ker mislim, da to podpira tudi moj argument, ampak s tem mislim, da se strinjam s tem, kar ste rekli, strinjam se s tem, kar sem rekel, ampak pogledamo na to tako. Če to, kar je sodišče storilo, razložimo na najbolj prizanesljiv in velikodušen način, recimo. Sodišče in njegovi podporniki so to priznali. Izrael ima različne pomanjkljivosti v svojem vladnem sistemu in nima dovolj nadzora nad večinsko močjo, kaj ne? In recimo, da sodišče in njegovi podporniki zavračajo takšno vizijo čiste, neomejene demokracije in pravijo, da večinsko vladanje ni vse. Ljudska suverenost ni vse. Vsi se strinjamo, da morajo obstajati omejitve ljudske moči. Vsi se strinjamo, da morajo obstajati nadzori in omejitve večinske moči in tako dalje. Recimo, da to sodišče sporoča. In mislim, da veste, mnogi v ZDA in zahodnih državah, številni ustavniki kot sem jaz, se s to predpostavko strinjamo na teoretični ravni. Kar pomeni, da se strinjamo, da bi morala v optimalni demokraciji morda obstajati pisna ustava. Morali bi obstajati različni prefinjeni mehanizmi, ki uravnavajo ali omejujejo ali ovirajo nekakšno večinsko moč. In tako dalje, in tako dalje. Kar je sodišče storilo, še posebej leta 1995, svojo ustavno revolucijo in izumom izraelske ustave, pa tudi širše gledano, je to, da je reklo: v odsotnosti zavor in ravnovesij, ki jih imamo za zadostne, kaj ne? Mi, sodniki, v odsotnosti zavor in ravnovesij, ki jih mi, sodniki, štejemo za zadostne, bomo preprosto uvedli te omejitve izraelski vladi in izraelskemu javnemu življenju, ter v bistvu izraelski družbi in izraelskim volivcem. In to bomo storili brez upoštevanja zakona, brez kakršnekoli pravne podlage. To bomo storili brez javne razprave. To bomo storili brez javne odobritve ali pooblastila, kar pomeni, da volivci nikoli niso bili vprašani, nikoli niso dali svojega soglasja ali odobritve za karkoli od tega. Tako je izraelsko vrhovno sodišče izvedlo ta eksperiment prisilnega konstitucionalizma. Prisilnega konstitucionalizma. In je reklo, izraelsko vrhovno sodišče je reklo, želimo narediti Izrael za ustavno demokracijo brez demokratične ustave. In kar smo videli, in recimo, da je to najboljša plat tega, kar je izraelsko vrhovno sodišče storilo. Recimo, da je bilo to storjeno. Recimo, da se pretvarjamo. Da ne mislim, da je to res. Ampak recimo, da je bilo storjeno z najbolj čistimi nameni in z najbolj dobronamernim pristopom. Občutki in tako naprej. Ta eksperiment je bil katastrofalen neuspeh. In to je lekcija za države po vsem svetu, ki razmišljajo o neomejeni sodni moči kot rešitvi za vprašanje javnih politik, za sistemske težave, za strukturne probleme v svoji lastni državi. Ker se je to popolnoma zrušilo, javnost je to zavrnila.
Ogromen del izraelskega volilnega telesa se ne strinja niti z odločitvami, ki jih je sprejelo sodišče. Dejansko se ne strinja in je pravzaprav popolnoma opustil konstitucionalizem. In v tem smislu je poskus sodišča imel nasproten učinek, saj zdaj manj Izraelcev kot kdajkoli prej verjame v samo idejo sodno uveljavljenih ustavnih omejitev oblasti, ker se je sodišče izkazalo za tako nezanesljivega partnerja v takšnem prizadevanju. In bolj kot karkoli drugega je seveda zaupanje javnosti v številne izraelske institucije, še posebej v vrhovno sodišče, močno upadlo. Strmoglavilo je. In bolj kot karkoli drugega, in to je zelo pomembno, te stvari, eksperiment sodišča s konstitucionalizmom je radikalno spodkopal sposobnost Izraelcev, da bi se razumeli na javni in politični ravni. In to, kar je sodišče storilo, je, da je dalo spodbudo predvsem politični levici, a širše vedano tudi različnim taborom v izraelski družbi. Dala jim je spodbudo, da se še bolj zakopljajo na svojih položajih in postanejo bolj polarizirani. In to, kar sodišče v bistvu sporoča velikim delom družbe, je, da vam ni treba sklepati kompromisov, ni vam treba se pogajati, ni vam treba sodelovati, sploh vam ni treba govoriti drug z drugim. Ni vam treba priznati skrbi ali pritožb drug drugega, veste. Vse, kar morate storiti, je, da nekaj natipkate na računalnik, se podpišete na dnu, se pojavite na izraelskem vrhovnem sodišču, plačate majhno pristojbino in vrhovno sodišče bo upravilo vse ostalo. In vrhovno sodišče bo vsililo vaše politične rešitve. Uveljavilo bo vaš želeni demokratični mehanizem in tako naprej, na preostali del družbe. In pustil vas bom s to mislijo, oziroma s to točko, da ne obstaja nobena teorija demokracije ali konstitucionalizma. In ni države na svetu, ki bi v praksi lahko podpirala tak sistem. Nič na svetu ne more podpreti ideje, da so sodniki oziroma sodišča tista, ki vsiljujejo ustavni sistem državi. Preprosto ni kraja na svetu, kjer bi se ta vprašanja, kaj ne? Ali naj imamo ustavo? Kaj naj ta ustava določa? Kakšne so zavore in ravnovesja, kaj ne? Predstavljajte si Federalist Society, federalistične spise, kaj ne? Zlani federalistični spisi. Na katero vprašanja so skušali odgovoriti? Ni države na svetu, ni teorije na svetu, ki bi podpirala to idejo. Da so sodniki tisti, ki naj odgovorijo na to vprašanje. Da so sodniki tisti, ki naj odločajo. Kakšni so naši protivečinski mehanizmi? Kakšne omejitve bi morali imeti za večinsko moč? In tako naprej, in tako naprej. In to je tisto, kar je poskušalo narediti izraelsko vrhovno sodišče. To je dejansko počelo zadnjih 30 ali 40 let. Svoja lastna odgovore v ta vprašanja je vsililo izraelski družbi. Ja, neverjetno je, to je res. In moje zadnje vprašanje. Pogovoriva se o tem, kam gremo naprej. Glede na to, kako so poskusi reforme sodstva skoraj raztrgali Izrael leta 2023, splošno sprejeto je, da je razkol v izraelski družbi, ki je, kot veste, pripeljal do govoric o državljanski vojni, ne glede na to, ali je bil resničen ali ne, spodbudil Hamas k napadu 7. oktobra. Ali je realistično si predstavljati tudi z novim Knesetom? Tudi če, veste, ista stranka, ki je to predlagala leta 2023, ponovno zmaga na volitvah, kar seveda nikakor ni zagotovljeno, nekateri pravijo, da se to zagotovo ne bo zgodilo. Ali lahko to sprejmejo v bližnji prihodnosti, kljub nujni potrebi potem? Ali lahko protestniki in, veste, tisti, ki so leta 2023 odšli na ulice, ter njihovi elitni podporniki in zavezniki reformo preložijo za nedoločen čas? Zaradi te ideje, da bo državo, veste, uničilo že to, da bo moral Izrael o tem razpravljati in odločiti. In prepričanje nekaterih protestnikov, veste, da če sistem, pa naj bo še tako nelogičen, nor in nedemokratičen, ne ostane takšen kot je, bo Itamar Ben-Gvir postal diktator Izraela in uničil življenje vseh. Mislim, da sprašujete tisto milijonsko vprašanje, in sicer, kam gremo od tu naprej? In ali sploh obstaja upanje za spremembo, glede na to, kako polarizirana so mnenja o tem v Izraelu? Kako naj bi bilo, govori se o vetu motivca. Demonstranti so to dejansko preprečili. In to je pomemben del tega, kar pomeni, da ni samo vprašanje polarizacije. Vprašanje je, kako skrajni so ukrepi, do katerih so nasprotniki pripravljeni iti. Kaj ne? Če imaš nasprotnike, ki so pripravljeni poseči po tako skrajnih ukrepih, ki resnično ogrožajo blaginjo Izraela, včasih celo sam obstoj Izraela, kaj lahko potem storiš proti temu? In to je resnično težko vprašanje. Mislim, da ni lahkega odgovora. In kar rečem, veste,
rad pustim ljudem razmišljati. Veste, ljudje radi slišijo optimističen odgovor. Torej, moja različica tega je, da bo postalo bolje, ampak najprej bo postalo veliko slabše. In boste imeli nekaj zelo težkih sporov v izraelski družbi glede tega vprašanja v dogledni prihodnosti. In bodisi temu rečete desnica, ampak mislim, da so to nekako pridemokratični glasovi v Izraelu. Tisti, ki želijo razdreti sodno nadvlado, bodo bodisi odnehali in bojo preprosto rekli, v redu, morali bomo živeti s sistemom sodne nadvlade, v katerem naš politični tabor preprosto nima resničnega vpliva na vladanje, ne glede na to, kolikokrat zmagamo na volitvah. Ali pa mora drugi tabor priznati, da tukaj obstajajo resnični problemi, resni, globoki problemi, ki jih je treba rešiti. In da jih ni mogoče rešiti na kozmetičen način. Rešiti jih je treba, veste, v moji knjigi pravim, da ni ne buldožer, ne dleto, ampak nekakšna dosledna uporaba težkega kladiva. Ukrepi za odpravo teh težav izraelskega vrhovnega sodišča bodo morali biti neizogibno zelo pomembni in zelo obsežni, zelo odločni. In šele, ko bojo prišli do tega razumevanja, bomo lahko našli neko rešitev za te težave. Kaj pa to pomeni v praksi? Povedal bom 2 stvari. In to poudarjam, veste, to izpostavljam tudi v knjigi, ena stvar je izobraževanje. Izraelski supremacistični tabor, še posebej na levici, tabor zagovornikov sodne prevlade, mora razumeti, kako slabo je to. Morajo imeti bolj izobraženo razumevanje demokracije, zahodne vladavine ljudstva, liberalnega zahodnega reda, konstitucionalizma in tako naprej. Zahodne demokratične tradicije. Da bi razumeli, kako noro, in ne samo kako noro, ampak tudi kako škodljivo, kako pogubno je to za katerokoli svobodno družbo, za katerokoli demokratično družbo. In to morajo zares doumeti. Mislim, da je to nekaj, pri čemer lahko ameriška judovska diaspora in Američani na splošno, zahodna splošno, odigrajo svojo vlogo. In lahko odigrate vlogo pri komuniciranju z Izraelci na veliko boljši način, vključno z Izraelci na levici, ki so pogosto nekakšni zavezniki in prijatelji itd. Sporočiti jim, da tudi če imajo upravičene in legitimne skrbi, je trenutno stanje z izraelskim pravosodjem preprosto nevzdržno in nesprejemljivo. In je preprosto nemogoče, tako z vidika upravičenosti, kot v praksi. Torej, je eden glavnih elementov velik izobraževalni napor za izraelske volivce, še posebej na levici. Bolj praktičen predlog, ki ga podajam, je ustanovitev ustavne skupščine. In Jonatan, omenil si, da je Izrael skozi leta imel različne poskuse priprave ustave. A neverjetno je, da skoraj nihče dejansko ni ponovno predlagal ustanovitve ustavne skupščine. Kar pomeni, ne pišite ustave samo s skupino pravnih profesorjev nekje v sobi in potem pošljite naokoli, da nam ljudje povedo, kaj naj si mislimo, ali pa jo preprosto predajte nekaterim zakonodajalcem. Ne, izvedite volitve za dejansko institucijo, ki je namenjena pisanju, sprejemanju in ratifikaciji ustave, nato pa jo predajte javnosti na referendumu in tako naprej. To je preizkušen in dobro poznan model, kaj ne? To ni odkrivanje tople vode. In neverjetno, to je nekaj, kar je bilo popolnoma odsotno iz izraelskega javnega diskurza. In mislim, da je okvir ustavne skupščine nekaj, kar seveda ne bo odpravilo vse grenkobe in polarizacije. Ampak prav takšna institucija je namenoma ustvarjena za to, da sprejme te razlike. In da sčasoma po nekem naključju, po nekem čudežu dejansko ustvari določeno raven soglasja o teh vprašanjih. Obstaja še tretji element vsega tega, ki ga ne rad omenjam, a je del tega in mislim, da je pomembno, da naše občinstvo razume, da je tukaj vpleten tudi denarni vidik. Tabor za demokracijo ali tabor za pravosodno reformo v Izraelu je popolnoma premočen, prekašan in zasenčen strani sil sodne supremacije na levici. Denar, ki ga porabijo za te stvari v javnih kampanjah, analitičnih centrih, znanstvenikih in vsem ostalem, preprosto zasenči vse, kar je desnica sploh sposobna porabiti za to. In ljudje, ki si dejansko želijo videti spremembo in rešitev te težave. Mislim, ni mi treba razlagati Američanom, ki to zelo dobro vedo. Filantropija in finančna podpora takim prizadevanjem sta kisik, ki ga ta vrsta sprememb potrebuje, da se lahko zgodi. Mislim, da je to tudi pomemben del tega razumevanja tako v Izraelu kot v ZDA. In v ZDA in med diasporo, da če želimo vplivati na spremembe na tem področju, moramo v to močno in intenzivno vlagati.
Da, no, verjetno to ni najbolj optimistična misel za zaključek, ampak zmanjkalo nam je časa. Jonatan, hvala, da ste se nam danes pridružili. Kje lahko naši poslušalci in gledalci dobijo izvod knjige Rogue Justice in kako lahko spremljajo vaše delo? Najlepša hvala. Zaključil bom z enim stavkom, ki je morda nekoliko bolj optimističen oziroma nekje vmes. In sicer, da je to resničen problem. Izrael je resničen kraj s pravimi težavami. Še vedno je čudovit kraj, izjemen kraj in vsi si želimo, da bi uspeval, da bi bil uspešen. Poln je, veste, dobronamernih cionistov, domoljubov in dobrih ljudi, vključno celo s tistimi na sodstvu. In to je, mislim, ena točka nekakšnega optimizma. A bolj konkretno, Izrael je resničen kraj, ima resnične težave. Da bi rešili problem, ga moramo najprej razumeti. In da bi ga razumeli, ga moramo dobro, dolgo, natančno in trezno pogledati. In to počne moja knjiga. To pa vodi k vašemu vprašanju. Moža knjiga in moram povedati Rogue Justice, vzpon sodne nadvlade v Izraelu, kar do zdaj še nisem omenil naslova. Torej, no. Omenil sem jo v uvodu. Ja. Vem, da si rekel v uvodu. Najprej Amazon, vaša lokalna knjigarna, Barnes & Nobles, če ste v večini držav, tudi v Veliki Britaniji, Kanadi, Avstraliji in tako dalje, lahko knjigo naročite tudi na Amazonu. Če ste v Izraelu, jo lahko dobite tudi na Amazonu. Brezplačna dostava je nekoliko bolj zapletena. In tako dalje. Obstajajo pa tudi druge možnosti. Naj povem, da sem na X, prej znanem kot Twitter, kot Jonatan Green, kjer tweetam in delim svoje različne dejavnosti. Mislim, da je to glavni del tega. No, hvala. Zahvaljujemo se tudi naši publiki. Prosimo, ne pozabite poslušati dnevne izdaje Jonathana Tobija, kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas gledate na eni izmed teh platform, ali nas spremljate v živo na Facebooku ali X-u ali na YouTube kanalu JNS, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.